Sledi predavatelj Janez Žezlina, katerega ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov. V okviru svojega predavanja bo predstavil aktualne rezultate raziskave digitalnih kompetenc v slovenskih malih in srednjih podjetjih, ki sta jo v mesecu oktobru in novembru 2020 izvedla DIH Slovenije in Združenje poslovnih analitikov Slovenije IBA. Janez, prosim. Hvala, Katja. Lep dober dan, pozdravljeni. Janez Žezlina je moje ime in v imenu strokovne ekipe Združenja poslovnih analitikov Slovenije vam danes predstavil zanimivo tematiko. Govorili bomo v bistvu o digitalni pripravljenosti slovenskih podjetij na poslovanje v digitalni ekonomiji. Zdaj, kot ljubitelji zgodovine smo si sposodili en naslov iz latinskih časov, Quo vadis domine je bil zelo znan film, Mi smo pa v bistvu današnjemu predavanju dali naslov Quo vadis digitalna Slovenija, ker danes bomo v bistvu govorili o tem, kje smo na področju digitalne pripravljenosti in kako hodimo na poti v digitalno poslovanje, ali pa če rečemo v pogoje digitalne ekonomije. S tem v zvezi bomo predstavili tudi aktualne rezultate raziskave, ki smo jo naredili skupaj z DIH Slovenijo in Združenjem poslovnih analitikov Slovenije, IBA Slovenija, in te vam bom v bistvu v nadaljevanju predstavil. Drugače pa današnje predavanje je zgrajeno na način, da najprej štartamo v bistvu z malo širšo sliko, da bom predstavil v bistvu, v kakšnem poslovnem okolju se trenutno nahajamo, se pravi slovenske organizacije, mednarodne organizacije. Govorili bomo v bistvu o tem, kakšne so, bom rekel, neke značilnosti digitalne ekonomije, kakšne so tudi poslovne potrebe, ki so s tem v zvezi potem pred slovenskimi podjetji, ki jih je potrebno v bistvu na nek način razumeti in seveda potem tudi implementirati v svojo poslovno prakso. Potem bom na kratko predstavil trenutno stanje Slovenije, kar se tiče digitalne zrelosti, predvsem splošne digitalne zrelosti. Zastavil si v bistvu nekaj temeljnih vprašanj, ki so bili potem pomembna podlaga za tudi našo raziskavo, ki smo jo pripravili na tem področju, in pa potem šel v sam in media stres, kot rečem, se pravi šel v samo raziskavo, rezultate, ki so še, bom rekel, zelo aktualni, ker smo jih naredili ravno v oktobru 2020, in na koncu zaključil v bistvu z enim povzetkom, z ugotovitvami, sintezo in pa predvsem s priporočili, kaj na tem področju še lahko naredimo. Evo, predlagam, da kar začnemo in s tem v zvezi v bistvu, če pogledam zdaj, samo, bom rekel, širše okolje, v katerem se podjetja nahajajo. Govorili bomo v bistvu o digitalni ekonomiji. Danes se tukaj s tem v zvezi uporablja ogromno kratic, tudi recimo ena kratica je VUCA ali pa DVUCAT poslovno okolje. Govorimo pa v bistvu o tem, da današnje poslovno okolje je vedno bolj prepleteno, vedno bolj kompleksno, vedno bolj nepredvidljivo, vedno bolj spremenljivo. V osnovi je pa zelo pomembno za podjetja predvsem poznati te ključne značilnosti ali pa če rečemo podmene digitalne ekonomije, ker na tej osnovi bolj, ko jih, bom rekel, razumemo, bolj bomo tudi razumeli, kaj je njihov pomen, kaj je dodana vrednost in kako to lahko v bistvu uporabimo v svojem poslovanju. Tiste ključne značilnosti se povezujejo po eni strani z tem, da danes je pomembno gledati od navzven navznoter, potrebno je razumeti kupca, potrebno je razumeti, kaj je zanj, bom rekel, vrednost, potrebno je razmišljati o izkušnji kupca. Tukaj v bistvu se v zadnjem času omenja tudi izkušnja zaposlenega, izkušnja deležnikov. Skratka, podjetja morajo bistveno bolj razmišljati o tem, kako s svojim poslovanjem ustvarjati vrednost za svoje deležnike. Pri tem in zelo prav seveda pride potem tukaj ena izmed, bom rekel, ključnih podmen digitalne ekonomije, ki se dotika inoviranja in pa eksperimentiranja. Spravi, potrebno je v bistvu uvajati razne dobre prakse z področja eksperimentiranja za kupca, s kupcem, se pravi, bom rekel, vključevati tudi odprto inoviranje, razmišljati o tem, kako vzpostaviti, bom rekel, pogoje za prebojne inovacije. Ta DVUCAT, ki sem ga prej omenil, v bistvu govori o disruptive innovation. To so prebojne inovacije, ki pa govorijo v bistvu o tem, kako spremeniti praktično pogoje poslovanja, način funkcioniranja dejavnosti, v katerih se neko podjetje nahaja. Zelo pomemben del tukaj so tudi potem ustvarjanje nekih partnerstv, delati na, bom rekel, nekih dolgoročnih zavezništvih, skupnostih in na drugi strani, če pogledamo tamle tudi eno značilnost, ki je s tem v zvezi povezana, razmišljati o tem, kako soustvarjati, sodelovati, bom rekel, z svojimi deležniki. Če rečemo tako interno, z zaposlenimi, kako soustvarjati skupne prakse skupaj z njimi, ker ljudje tam, kjer so aktivni
aktivno soudeleženi tam, ker imajo možnost soustvarjanja, bojo tudi bistveno bolj committed, zavezani, bistveno bolj bojo motivirani, prej bojo sprejeli to za svoje. Ne. In enako velja tudi seveda za, bom rekel, sodelovanje, soustvarjanje navzven, s kupci, s deležniki, v smislu podizvajalcev, dobaviteljev. Bolj, ko bomo v bistvu kot celoten ekosistem, kot celotno poslovno okolje dihali na podobni frekvenci, bolj bomo tudi močni v očeh naših kupcev. Ne. Se pravi, skratka, ne bom šel zdaj v samo globino teh značilnosti digitalne ekonomije, ampak predvsem je pomembno, da podjetja, ki poslujejo v tem času digitalne ekonomije, se zavedajo, da je tukaj so drugačne potrebe, drugi pogoji, drugačne značilnosti, ki nas spodbujajo k temu, da tudi spreminjamo naše poslovne modele, načine delovanja, da razmišljamo o tem, mogoče, da naš klasičen poslovni model, ki smo ga imeli do zdaj, mogoče ni več okej, pa ga je treba inovirati. To ne pomeni, da ga moramo zdaj v bistvu zamenjati, ampak ga lahko nadgradimo z drugačnimi poslovnimi modeli. Tako da v tej smeri bomo predvsem potem pogledali tudi, koliko so naša podjetja pripravljena na te pogoje. Zdaj, drugo je pa, zdaj smo malo opredelili to širšo sliko, bom rekel, širše stanje, razmišljanje, v kakšnem okolju se podjetja nahajajo in se bojo nahajala. Zdaj pa pogledamo v bistvu, kakšno je pa trenutno stanje Slovenije in kar se tiče v bistvu neke splošne digitalne zrelosti, preden gremo še zdaj, bom rekel, konkretne rezultate raziskave. Tukaj v bistvu smo si sposodili, bom rekel, zelo zanimive aktualne rezultate z področja DESI-ja, se pravi, to je Digital Economy and Society Index, se pravi, govori o tem, o splošni digitalni stopni zrelosti držav, se pravi, govorimo zdaj na nekem širšem državnem nivoju in primerja potem države znotraj EU-ja. In tukaj vidimo, da v bistvu Slovenija kot taka je pod povprečjem EU-ja, se nahajamo tam na 15. in 16. mestu po različnih kategorijah. Najslabše smo se v bistvu odrezali na področju uporabe interneta, na področju v bistvu tudi uporabe integracije digitalnih tehnologij, tako da tukaj imamo v bistvu še veliko priložnosti za izboljšave. Predvsem pa, kar vidimo, tudi v povezavi z današnjo temo danes, je, tukaj se kaže predvsem zelo pomembna, bom rekel, pa zelo jasna potreba potem, da bolj načrtno, bolj sistematično razvijamo digitalna znanja, veščine, ki bojo pomembna za v bistvu naš, če rečem že ne samo prihodnji, ampak tudi današnji poslovni uspeh, pa tudi v bistvu, bom rekel, kar se tiče samega uspešnega delovanja posameznika v takem, bom rekel, družbeno-poslovnem okolju. Tako da, recimo, druga zadeva, ki je pa povezana z DESI-jem, je pa tudi pokazala na to, bom rekel, na eno precej alarmantno, bom rekel, stanje, ki pa govori o tem, da je praktično samo 55% prebivalcev Slovenije starih od, če rečemo 16 do 74 let, ima osnovne digitalne spretnosti. Se pravi, ta, če rečemo, neka podlaga za to, da, bom rekel, bila digitalna pismenost dovolj dobra, ni dovolj dobra pri nas. Se pravi, smo na 15. mestu od 28, smo pod EU povprečjem in to stanje v bistvu na nek način kaže na to, seveda, da imamo tukaj velike, po eni strani, izzive in seveda tudi priložnosti. Kar je nenazadnje povezano tudi s tem, kar bom pa v bistvu zdaj predstavil v nadaljevanju, ko bomo govorili o rezultatih. Mi smo si zastavili v bistvu naslednje temeljne vprašanja in sicer, po eni strani smo se vprašali, v kakšni so neki digitalne fitness, v digitalni kondiciji naša podjetja, se pravi slovenska podjetja, tukaj smo fokusirani na MSP del podjetij, se pravi mala in srednja podjetja, ali to, bom rekel, ta fitness, ta kondicija zadošča v bistvu za to, da bomo lahko naredili uspešen prehod v digitalno ekonomijo, ali bomo na nek način capali, ali pa bomo pred, bom rekel, drugimi evropskimi državami, ali bomo lahko tukaj pred konkurenco, in pa predvsem to tudi, ali smo lahko v bistvu s tem v zvezi digital fit. In tukaj v bistvu s tem v zvezi bojo zelo zanimivi in pomenljivi v bistvu potem sami rezultati raziskave. Mi smo se v bistvu tega lotili skupaj z DIH Slovenije v mesecu oktobru in sicer smo v bistvu naredili kvantitativno analizo na področju, bom rekel, dobrih 100 podjetij, kar bom potem kasneje predstavil. Predvsem so bili ta temeljna vprašanja s tem v zvezi bila povezana s tem, ali so podjetja pripravljena, prilagojena na poslovanje v digitalni ekonomiji, kakšna je, bom rekel, stopna razvitosti njihovih digitalnih kompetenc, sposobnosti, veščin in znanj na tem področju. In predvsem smo tukaj v bistvu detektirali 5 ključnih temeljnih vlog, ki bom predstavil v nadaljevanju, in pa tudi katere ovire pa priložnosti vidijo podjetja za to, da bi bil pa njihov, če rečem, digitalni prehod v prihodnost bolj smutli, bolj sproščen, hitrejši. Tako da tukaj bojo tudi, bom rekel, zelo zanimivi rezultati. Kot sem omenil, v bistvu gre za to, da smo intervjuvali preko 100 udeležencev, se pravi, veliko vzorca je bilo 137 udeležencev, in tukaj v bistvu smo jih najprej poprašali seveda po teh klasičnih podatkih o podjetju, predvsem so nas zanimale potem v prvem delu vprašalnika, koliko oni sploh razumejo
značilnosti digitalne ekonomije, ker to je izredno pomembno, predvsem z tega vidika razumevanja neke dodane vrednosti, razumevanja, zakaj to delamo. Bolj kot to razumemo, bolj seveda bomo tudi pripravljeni vlagati nek sistematičen napor in tudi več sredstev, ne samo, če rečemo, človeških, tudi materialnih, finančnih, časovnih. Potem v bistvu smo jih spraševali po osnovni digitalne pismenosti, skladno tudi z EU modelom digitalne pismenosti, in pa predvsem v srednji del se je pa dotikal, področja digitalnih kompetenc in digitalnih znanj. S tem v zvezi smo oblikovali za te ključne poslovne vloge tudi, kompetenčni model, vzpostavili, tudi sama poslovna vedenja, jih spraševali potem, kakšna je stopnja razvitosti, katere v bistvu vedenja jim še manjkajo, in potem na koncu v bistvu same raziskave zaključili z ovirami in spodbudami. Tako predlagam zdaj, da gremo kar v bistvu v same rezultate, in si pogledamo, ker danes nimamo toliko časa, da bi šli zdaj zelo globoko, čisto vse, se pravi, čisto vse podatke, ampak predvsem bi tiste najbolj pomembne, ključne rezultate želel predstaviti. S tem v zvezi zdaj, če pogledam, samo velikost vzorca sem omenil, je bilo 137 podjetij, od tega, največ teh malih mikropodjetij, manj kot 10 zaposlenih, drugi pomemben delež podjetij pa v bistvu tisti, ki je od 51 do 100 zaposlenih, se pravi srednja velika podjetja, največ je bilo tukaj, skoraj tretjina oziroma tam slabih 30% je bilo iz proizvodnega sektorja, dobra četrtina, 26% iz tehnološkega oziroma IT sektorja, 2/3 sodelujočih je iz zahodne regije, 1/3 iz vzhodne regije, tako da tukaj imamo en tak, pester, širok vzorec različnih profilov, in kaj smo v bistvu zdaj ugotovili. Se pravi, pomembno še to mogoče, se pravi, večina, pol udeležencev prihaja iz izvršnih pozicij, se pravi direktorjev oziroma vodstva podjetja, en pomemben delež, tukaj 15% je potem iz komercialno-marketinških vod, ostale vloge, ki smo jih pa tudi proučevali, so pa tam 10% ali manj. Pomembne vloge tukaj s tem v zvezi so bile še potem vloga, se pravi, vodje digitalne preobrazbe oziroma vodja informatike, vodja HR-ja oziroma kadrovski strokovnjaki, imajo tudi seveda izredno pomembne vloge, predvsem pri, če rečemo, razvoju ustrezne digitalne kulture v podjetjih, in pa vodja proizvodne, za proizvodna podjetja oziroma v storitvenem sektorju smo proučevali namesto tega potem projektne vodje oziroma produktne vodje. Zdaj, če gremo pogledat, kaj so prve te, ključne ugotovitve. Recimo, ko smo udeležence spraševali, kaj jim pomeni digitalna poslovna preobrazba, je tukaj v bistvu smo dobili na nek način malo zaskrbljujoče odgovore, predvsem iz tega vidika, da, sicer je res, da prvi odgovor, ki najbolj prevladuje in ima 25% odgovorov, se dotika vrednosti za kupca in tega v bistvu, da podjetja, in pa pomen digitalne poslovne preobrazbe vidijo v višji vrednosti za kupca, vendar pa samo 5% v bistvu sodelujočih pa vidi ta pomen v tem, da bi bili njihovi, njihova podjetja, njihove organizacije bolj konkurenčne v pogojih nove digitalne ekonomije. Kar pomeni, da tukaj, če pogledamo, praktično samo 30% udeležencev in pa njihovih odgovorov se pa nanaša, če rečemo, na temeljno stvar, ki je povezana s tem, da v bistvu, da si uspešen v razmerah digitalne ekonomije, in to je v bistvu to, da predvsem razmišljaš o tem, kako ustvarjati vrednost za kupca, kako biti konkurenčnejši s tem, da v bistvu ustvarjaš več vrednosti za kupca. Še vedno pa seveda zelo veliko odgovorov bilo vezanih seveda tudi na aktualne razmere, ki so vezane na samo COVID situacijo in pa mogoče na neko, če rečemo, dvigovanje odpornosti v pogojih, poslovnih motenj, kot je primer COVID, in pa veliko imamo še zmeraj tudi, nekih teh bolj klasičnih načinov razmišljanja, ki se pa dotikajo bolj, neke informatizacije, se pravi neke optimizacije poslovnih procesov, ki pa, na nek način ne ustvarjajo tako dobrih pogojev za to, da bi bil ti konkurenčen v, pogojih digitalne ekonomije. Zdaj, recimo, naslednji tak zelo na nek način alarmanten oziroma zaskrbljujoč podatek je tudi to, da več kot 80% anketiranih podjetij je odgovorilo, da namenja manj kot 8 ur na mesec na zaposlenega za to, da bi v bistvu razvijali svoje digitalna znanja, digitalne kompetence. Oziroma, če pogledamo, več kot 50% jih namenja manj kot 4 ure na mesec. Kar pomeni seveda, tukaj imamo veliko priložnost z vidika tega, oziroma predvsem velik izziv, da naredimo več na temo, bolj sistematičnega načrtovanja
se pravi usposabljanja, dvigovanja, krepitve kompetenc, ne, ker drugače na ta način v bistvu bomo potem predvsem, bom rekel, na nek način v koraku zaostanka za konkurenco oziroma za ekonomijo, ki tukaj vlagajo, bom rekel, bistveno več sredstev. In kar smo videli, pač Slovenija že kot država, ne, tukaj pod povprečjem, ne, in te rezultati na nek način to potrjujejo. Po drugi strani pa ta rezultat tudi potrjuje, bom rekel, tisto predhodno, ne, bom rekel, prosojnico in pa rezultat, da podjetja vidijo premalo, ne bom rekel, tega pomena dodane vrednosti digitalne ekonomije, predvsem v tem, da ustvarjajo vrednost za kupca in so bolj konkurenčno. Ne. Sploh, če bi razumeli bolj ta, bom rekel, why, ne, bi tudi bolj razumeli to, da je pa treba tudi več vlagati v razvoj ustrezne kulture, digitalnih znanj, digitalnih kompetenc. Ne. To recimo je bom rekel, en izziv, ki je pred nami. Ne. Potem en pomemben vidik, ne, ki smo jih vprašali spet z vidika tega razumevanja, tega why, ne, kot mu pravi Simon Sinek, find your why oziroma start with why, ne. Sploh razumeti je treba najprej smisel digitalne preobrazbe, zakaj tukaj gre, ne? Razumeti, kaj je dodana vrednost. Bolj, ko to razumemo, bolj bomo tudi na nek način pripravljeni več vlagati in sistematično, bom rekel, svoje vire v to usmerjati. Ne? In zdaj tukaj recimo, če pogledamo, ne, je skoraj 2/3 udeležencev še vedno vidi v bistvu, bom rekel, to dodano vrednost digitalne preobrazbe v teh bolj klasičnih, če bi rekel, poslovnih motivih. Ne. In to so v bistvu motivi, ki so povezani ali z zmanjševanjem stroškov, ne, z ustvarjanjem večjega profita, z večjo učinkovitostjo, z večjo produktivnostjo, skratka zelo, bom rekel, klasični poslovni motivi povezani, bom rekel, z ne digitalno ali pa klasično ekonomijo. Ne. Danes je pa v bistvu vrednost, ne, in pa, bom rekel, pogoj za dolgoročno uspešnost poslovanja, ne, predvsem v tem, da ustvarjamo, tako smo prej rekli, vrednost za kupca, da razmišljamo o tem tudi v bistvu na nek način, kako bomo dodano vrednost na zaposlenega poviševali, predvsem z novimi, bom rekel, poslovnimi modeli, novimi digitalnimi rešitvami, novimi rešitvami za kupce, ne, ki bojo višali vrednost v njegovih očeh. Ne. In s tem v zvezi potem tudi povezan v bistvu en alarmanten podatek tega slajda, ne, da samo 4%, ne, bom rekel, vseh udeležencev vidi tudi, bom rekel, srednji pomen digitalne preobrazbe tudi v tej digitalni pismenosti svojih zaposlenih. Ne. Kar spet nenazadnje kaže na to, da bomo mogli tukaj narediti nekaj več, ne, zato da bomo bolj uspešni. In potem zdaj, če pogledamo še mogoče en zanimiv podatek vezano na ta prvi del, ne, spravo razumevanja značilnosti digitalne ekonomije, okolja, v katerem delujemo. Ne. Podjetja sicer, bom rekel, pozitivno ocenjujejo njihovo stopno razvitosti, usmerjenosti v kupca, ne, osredotočenosti na kupca, izkušnje kupca, ne, se pravi, to je ta zeleni del, se pravi, ko smo jih spraševali, kakšna je stopna razvitosti pospeševalcev vaše digitalne preobrazbe, ne, smo ugotovili, da v bistvu najbolje ocenjujejo ta vidik usmerjen navzven. Še vedno je tukaj, bom rekel, bil dober, bom rekel, več kot pol jih je menilo, da imajo v bistvu osredotočenost na stranke, razmišljanje od navzven navznoter, ne, razmišljanje o tem, kako zagotoviti tisto najboljšo izkušnjo za kupca, da to je prisotno. Ne. Po drugi strani, ne, imamo pa težavo, ne, na, bom rekel, področju teh dveh drugih tečih, ne, področji, ne, dveh pospeševalcev, ki sta pa tukaj ključna, ne, se pravi, govorimo o področju prebojnih inovacij, ne, govorimo o teh disruptivnih inovacijah, ki, tako smo rekli prej, ne, spreminjajo način funkcioniranja na trgu, delovanja v dejavnosti, ki v bistvu ustvarijo več vrednost za manj denarja. Ne. To v bistvu je pač internet, recimo, same digitalne tehnologije so to sprožile, bom rekel, mnogokratno, ne, ker v bistvu na nek način ustvarjaš pametne izdelke, ki imajo bistveno več vrednosti, ne, če pogledamo že neke pametne telefone, ki imajo vse fotografski aparat, ne, po bistveno nižjih cenah, kot so v bistvu prej si lahko dobil, bom rekel, te različne izdelke, ki so danes v, bom rekel, eni napravi. Ne. Tako da tukaj v bistvu razmišljati, ne, o teh prebojnih inovacijah, kako bomo ustvarjali več vrednosti za enak strošek, ne, enako investicijo ali pa celo manj, ne. Po drugi strani pa v bistvu tukaj delati še na digitalni pismenosti in pa usposobljenosti vodij, kar je pa tudi en, bom rekel, kritičen moment, na katerem bo treba zelo delati. Ne. Kar se bo pokazalo tudi skozi naslednje rezultate, ne, ko bomo govorili pa o tem, kakšna je pa sama digitalna usposobljenost naših vodij, ki so pa seveda vedno ključni, če preko change agent ali pa tisti pospeševalec, ne bom rekel, neke nove kulture v podjetju. Ne. Tako da tukaj, ne, če pa pogledamo zdaj to temo, ne, smo pa mi potem, tako sem omenil, ne, za te ključne poslovne vloge, ne, naredili potem tudi kompetenčni profil, v vsaki vlogi določili, bom rekel, potem tudi neke ciljne kompetence, ki naj bi jih ta vloga imela, z
ciljem, da bomo pri digitalni poslovni preobrazbi uspešni. Ne. Govorimo o tem, recimo o agilnem voditeljstvu, primer, ne, za te bolj izvršilne vloge, ne. Kako navdihovati, spodbuditi svoje deležnike k tem, da bojo v bistvu ustvarjali dodano vrednost, kako jih opolnomočiti, kako jih v bistvu na nek način jim zagotoviti neko avtonomijo, ne, kako biti, mi temu rečemo nek servant leader, se pravi nek voditelj, ki v bistvu služi svojemu timu na način, da v bistvu jim ustvarja pogoje, da oni lahko brilirajo. Ne. To je recimo ena taka kompetenca. Potem kompetenca odprtega razmišljanja, sistemskega razmišljanja, na kakšen način spodbujati to pri sebi in pri drugih, neka to zvedavost, radovednost, odprtost, skratka z vidika tega na nek način, da razmišljaš out of the box, ne razmišljaš, bom rekel, v nekih okvirih, ki smo si jih postavili skozi naše formalne in neformalne procese šolanja. Ne. Govorimo tukaj recimo o kompetenci digitalne miselnosti, ne, da znaš kombinirati po eni strani klasične poslovne modele z digitalnimi poslovnimi modeli, da se zavedaš, da ima lahko organizacija več poslovnih modelov, da so digitalni poslovni modeli njihova nadgradnja, da grejo lahko z roko v roki. Skratka, da razmišljaš o tem, kako te pogoje digitalne ekonomije pretvoriti v poslovno strategijo in s tem v zvezi v bistvu potem prilagoditi tudi procese, organizacijsko strukturo, kulturo. Ne? In tukaj, kar v bistvu je gotovitev, ne? Po eni strani je ta, ne, če gledamo z vidika razkoraka, ne, mi smo potem udeležence sprašvali tako po nekem ciljnem stanju razvitosti njihovih kompetenc, ne, nekem želenem stanju, ne, kot tudi dejanskem in ugotavljali razkorak, ne, na lestvici od 1 do 4, ne, in tukaj v bistvu največji razkorak, ne, kar je na nek način dokaj alarmantno, ne, sigurno je področje v bistvu HR-a, ne, ta je v bistvu ima največji kompetenčni razkorak, spravo področje, bom rekel, HR strokovnjakov, kadrovskih strokovnjakov, ne, tako vodij kadrovskih kot strokovnih sodelavcev v kadrovski službi, ne, in tukaj v bistvu imamo en izziv, ne, ker s tem v zvezi v bistvu govorimo o tem, ne, da kadrovski strokovnjaki so seveda en pospeševalec, poslovni zaveznik, nek agent sprememb v podjetju, ne, in zdaj oni tukaj, bom rekel, na področju, če rečemo, digitalnih kompetenc imajo največji razkorak, ne, po drugi strani pa imamo najboljše, bom rekel, stanje, najnižji razkorak pa na področju izvršilnih funkcij, ne, CEO-ta, direktorja oziroma, bom rekel, vodje poslovne preobrazbe, ne, kar pomeni, da je predvsem izziv potem tudi, kako ta, bom rekel, dobro usposobljenost prenesti potem na druge profile, ne, in to bo recimo nekaj potem, kar bo tudi izziv za prihodnost, ne. En vidik tukaj, ki je povezan tudi z, bom rekel, digitalnimi kompetencami, z usposabljanji, pa je tudi, bom rekel, alarmanten, za razmisliti, ga je treba v bistvu vzeti v zakup, ne, je ta, da podjetja po eni strani ne razmišljajo, da bojo ta digitalni razkorak prav hitro zapolnila, ne? Kot piše tule, več kot 80% na nek način udeležencev raziskave načrtuje, da bo potrebovala več kot 1 leto za razvoj teh kompetenc. Po drugi strani, ne, pa podjetja ne načrtujejo neke digitalne talente, ne, in jih tudi niso v preteklosti in tudi, bom rekel, v prihodnje ne načrtujejo, bom rekel, znaten obseg nekih novih digitalnih talentov, kar nakazuje na to, da v bistvu predvsem razmišljajo, da bi ta digitalne talente lahko dobili od ozunaj, kar je pa spet izziv. Po eni strani izziv v tem smislu, ker na trgu jih ni, ne, kar se pogovarjam s headhunterji, vidim, da digitalnih talentov, ne, bom rekel, preprosto manjka, ne. Po drugi strani potem jih bojo prevzela večja podjetja, ponavadi mednarodna podjetja, ne. Tako da tukaj v bistvu pač mi, kar vidimo za MSP-je, ne, je, bom rekel, izredno pomembna usmeritev, predvsem v to, da boš interno vzgajal lastne talente, da jih boš pridobil, sistematično razvijal in zadržal, ne. Tako da tukaj s tem v zvezi, ne, se potem podobna zadeva kaže tudi pri ovirah, ne. Če gledamo potem pa ta zadnji del, ne, ki se je v bistvu same raziskave pa ukvarjal predvsem z ovirami, ne, na področju tega, kaj pa so po njihovem mnenju te glavni zadržki, ki imajo največje, bom rekel, mogoče dileme, težave, ne, pri tem, da bi lahko dosegli nek digitalni prehod, ne. In te ovire so predvsem povezane z zelo, bom rekel, mi temu rečemo kratkoročnim fokusom, ne, naših organizacij, se pravi, če gledamo, ne, najvišji odstotek odgovorov so dobile praktično vse te vprašanja oziroma odgovori, ki so povezani z kratkoročno usmerjenostjo podjetij, fokusiranjem, ne. Bom rekel, se pravi, fokus po eni strani na redno delo, ne, na, bom rekel, sedanjost, ne, fokus na, bom rekel, to, da imaš premalo časa za načrtovanje, ne, premajhna kompetentnost trenutnega kadra, preveč osredotočenosti, bom rekel, na trenutne cilje, izzive, ne, in tukaj v bistvu se nam kaže tudi iz prakse, ne, bom rekel, ta rak rana slovenskih organizacij, jaz ti rečem ponovadi od pridnosti k umnosti, ne, da smo na nek način zelo pridni, ne, kar na nek način je to še stvar naše, bom rekel, večstoletne preteklosti, ko smo pač vedno bili pod nekimi gospodarji, ne, in premalo, bom rekel, pa umni v smislu tega, da bi razmišljali, kako bi lahko stvari delali drugače, bolje, na drugačen način, z več vrednosti za kupce, ne? Na kakšen način v bistvu inštalirati v svoje poslovne prakse več časa za preventivo.
ne, jaz temu rečem time to think, ne, da si vzameš čas, razmisliš, narediš kako drugače. Ne. Spomnim se enega švicarskega partnerja, ki mi je zmeraj rekel, vi Slovenci ste fenomenalni, ne, izredno dobri v bistvu improvizatorji, všeč mi je, ker imate v bistvu veliko nemškega delovnega, ne, bom rekel, okolja in discipline, po drugi strani pa neke te balkanske improvizacije. Ne. Ampak to, kar vidimo, ne, v praksi, ne, in kar tale, bom rekel, tudi raziskava potrjuje, je, da smo dobri predvsem v kurativi, da znamo reševati probleme, ne, premalo pa razmišljamo o tem, kako bi to lahko delali drugače. Ne. Tako da tukaj v bistvu vidimo predvsem, ne, področje, se pravi, tako smo rekli, sistematičnega načrtovanja, tako na področju poslovnih modelov, ki naj bi bili drugačni danes, ne, kot na področju, bom rekel, usposabljanja, razvoja digitalne kulture, ne, kot dve zelo pereči področji. Ne. In z tega vidika v bistvu, če pa pogledamo zdaj same spodbude, ki jih vidijo podjetja na drugi strani, ne, če so ovire vezane predvsem na to, da smo preveč kratkoročno usmerjeni, pa mogoče seveda, da nas je tudi zdaj COVID situacija pripomogla še k temu, da še bolj, bom rekel, razmišljamo o današnjem trenutku in kako danes, bom rekel, narediti stvari na način, da bomo pač čim manj zgubali oziroma na nek način poskušali narediti iz te situacije čim več. Ne. Se pa po drugi strani spodbude, ne, pa ukvarjajo po našem mnenju mogoče spet z eno napačno stvarjo, ne, in sicer z eksternim dejavnikom, ki je povezan s tem, da večina, ne, bom rekel, udeležencev, ne, potem vidi kot prvo pomembno spodbudo, ne, za svoj digitalni napredek v tem, da bi dobili v bistvu neke državne spodbude, olajšave, subvencije, skratka, da bi jim to pomagali, ne, pri digitalnem prehodu v digitalno ekonomijo. Ne. Kar je v bistvu nas lahko skrbi, je predvsem ta vidik, no, ker ga imamo tule obkroženega, ne, se pravi, bom rekel, teh 8%, ne, da samo 8% udeležencev vidi kot ključno spodbudo v pa ta pravem eksternem dejavniku, če rečem, ne, ki je pa v bistvu ta, ki prihaja do zunaj, ne, od kupca ven, ne, in sicer z vidika tega, ne, da razmišljaš o zahtevah, ambicijah, potrebah, interesih kupcev, da razmišljaš, kaj je vrednost danes za njega, ker tudi tukaj smo se v bistvu, bom rekel, s pogoji digitalne ekonomije veliko spremenili. Kupci so bolj zahtevni, imajo več informacij, prihajajo, bom rekel, bistveno bolj opremljeni do organizacij kot po preteklosti, ne. In danes smo v bistvu recimo v praksi velikokrat soočeni s tem, da mi kakšen komercialist rečemo, se kupci v bistvu več vejo kot jaz v določenem produktu, se pozanimal na tem in tem koncu in v bistvu z tega vidika moram skozi razmišljati, na kakšen način mu to predstaviti na drugače, bom rekel, z vidika tistih stvari, ki jih pa, ne, bom rekel, internet ali pa bom rekel, te informacije, do katerih lahko pride, ne, bom rekel, mu niso dale. Ne. Tukaj, ne, teh 8% je zaskrbljujočih in tukaj v bistvu je s tem povezano tudi ta potem še malo nižji procent, ne, ki pa govori o tem, ne, da pa samo 4% vidi kot spodbudo pa v bistvu v digitalnih aktivnostih konkurentov, kar pomeni tudi na nek način, da ne spremljamo toliko same aktivnosti konkurentov, kaj oni delajo drugače, katere dobre prakse bi lahko upeljali na način, da bi pač tudi mi, bom rekel, v prihodnje delali bolje. Ne. Tukaj zdaj v bistvu, če povzamem, same ključne ugotovitve, ne, grejo predvsem v to smer, da po eni strani udeleženci ne razumejo dovolj dobro, kaj so, bom rekel, ključne značilnosti in potrebe poslovanja v digitalni ekonomiji in s tem v zvezi so tudi povezano v bistvu relativno slabo, bom rekel, razumevanje samih značilnosti. Po drugi strani je dobro, da večina udeležencev, tudi COVID je prispeval k tem, da so v bistvu pospešili, bom rekel, tudi samo implementacijo teh bazičnih digitalnih delovnih mest v smislu orodij za delo nadaljavo, ne. Po drugi strani pa napredna digitalna delovna mesta, kot so, ne vem, sodelovanje na področju inoviranja, sodelovanje na področju izmenjave dobrih praks, znanj z, bom rekel, svojimi deležniki, tam pa so v bistvu slabi, ne, in so v bistvu odgovori bili potem nizko ocenjeni. Potem v bistvu smo, kot smo že rekli, ne, premalo časa namenjena usposabljanju na področju digitalnih znanj, dobra ocena na področju, če rečemo, osredotočenosti na stranke in kupce, vendar pa premalo usmerjenosti oziroma preslabo stopnja razvitosti, predvsem na področju prebojnih inovacij. Ne. Kot smo rekli, največji razkorak na področju HR-a, ne, po drugi strani alarmantno tudi to, da v bistvu tudi pri drugih profilih smo videli, da ravno tiste kompetence, ki pa so za njih ključne, ne, so v bistvu preslabo razvite oziroma bom rekel, so tam največji razkoraki pri njih in pa problem razmišljanja o tem, da boš v bistvu digitalne talente dobil zunaj na trgu. Ne, se pravi, in pa seveda tukaj, če zaključim še potem z tega vidika, kar se tiče ključnih ugotovitev, ja, največja ovira tukaj vidimo še zmeraj tudi v tej kratkoročni usmerjenosti v pogledu, v bistvu bom rekel, na danes, premalo navzven, premalo na razmišljanja naprej, premalo razmišljanja o preventivo in pa s tem v zvezi povezano tudi potem premalo načrtovanja. Ne, tako da zdaj tukaj, ne, če potem odgovorimo na te temeljne vprašanja, ki smo si jih na začetku zastavili, slovenska podjetja niso v dobri digitalno, ne, po poslovni kondiciji, kar pomeni, da na
nek način bomo s tem težko lovili sam zaostanek, ki smo si ga do danes pridelali, kot smo videli na začetku, ker smo pod povprečjem splošne razvitosti digitalne pismenosti v okolju, kar je pa naša raziskava pokazala, je pa tudi digitalna poslovna kondicija ni ustrezna. In s tem v zvezi v bistvu tudi vidimo, da na ta način bomo težko lovili, bom rekel, tudi potem teh sploh hitrejše, bolj dinamične EU države na tem področju. Zdaj pa, da zaključimo seveda pozitivno in kaj je v bistvu tista usmeritev, kaj vidimo v bistvu, bom rekel, z vidika priporočil, bi potem tukaj to strnil v 3 temeljne točke. Se pravi, prvo področje je predvsem to razumeti, zakaj. Bom rekel, je današnje poslovanje drugačno, kaj so ključne značilnosti digitalne ekonomije, bolj kot bomo to razumeli, prej bomo, tako smo že ugotavljali, temu namenjali večjo pozornost. Drugo, da razmišljamo tudi o tem, katere so tiste kompetence in znanja, ki bojo predvsem v bistvu spodbujale prebojne inovacije. Govorimo o odprtem razmišljanju, govorimo o digitalni naravnanosti mindsetu, govorimo o value managementu, se pravi razmišljanju o tem, kaj ustvarja vrednost v očeh strank, govorimo o poslovni agilnosti, se pravi biti bolj senzibilen za neke trende in to potem odzivno pretvoriti v poslovne prakse. In pa tretja točka v bistvu predvsem, tudi opolnomočiti, se pravi predvsem to kadrovsko funkcijo, kadrovske strokovnjake, da bojo te agenti sprememb, da bojo v bistvu delali bolj sistemsko na področju digitalnih talentov v smislu njihovega razvoja in zadržanja. Predvsem pa tukaj bojo rabili imeti potem precej bolj, bom rekel, tudi interdisciplinarna znanja, ne samo kadrovska znanja, ampak bolj poslovna znanja, znanja z področja digitalne ekonomije, marketinga in komerciale. Hvala lepa za vašo pozornost. S kolegi Alešem Štempiharjem in Romanjem Klaričem iz IBE Slovenije smo z veseljem na voljo tudi za dodatna vprašanja in vse dobro še naprej. Janez, hvala za odlično predstavljene aktualne rezultate razvitosti digitalnih kompetenc v malih in srednje velikih podjetjih. Sledi kratek odmor, po odmoru pa nadaljujemo z odličnimi vsebinami z področja digitalnih kompetenc.